En prisrčen pozdrav. Pred kratkim se mi je po telefonu javila neka moja fenica, ki me že dalj časa spremlja skupaj z možem. Veliko se mi baje pomagal, menda zna na pamet vse moje podcaste, gleda vse faktorje. In imela je nek problem. Po telefonu sem rekel, da ji sicer lahko to odgovorim, ampak da bi njen problem pa rad predstavil širši javnosti, ker gre za take vrste problem, da zanima mlade starše. Namreč ima hčerko, ki se sooča z anatomijo genitalij in je zazrta, fascinirana, očarana z očevim penisom, ne. In zdaj njena zgodba je po telefonu taka, da sem rekel, dajte mi ključne stvari napisati na e-mail, jaz ga bom prebral in bom po videu poskušal odgovoriti to, ker bo ta moj odgovor pomagal tem mladim zbeganim staršem, ki ne vedo, kako se naj soočijo z dilemo svojih hčera. Posredno so tudi sinovi tukaj v eni zagati, ne, ali pa čisto svojevrstni zagati so pač sinovi, ko se soočijo z anatomskim mankom nasprotnega spola. Ampak jaz bom pa za tolo hčerkico povedal. Tale moja fenica je takole začela. Bom prebral. Stara sem 30 let, mož je 4 leta starejši, trenutno sem v zgodnji nosečnosti z drugim otrokom, imam pa že hčerko staro 5 let. Zadnje leto je moja hči dobesedno obsedena z moževim penisom, torej z organom več, kot vi pravite. Z moževim penisom je fascinirana, začarana, navdušena, obsedena. Vse to so izrazi, ki jih uporablja. Vem, da veste, o čem govorim, seveda vem. Se o tem govori psihoanaliza. O tem je tudi govoril moj referat, ki je odpadel na tednu možganov, pa sem video posnel. Vem, da veste, o čem govorim. Gledala sem vse, kar se da poslušati o vas na YouTubu, vse, kar ste vi izdali, vaše intervjuje. Vaši podcasti so genialni, vaši faktori, posebej, kadar ste solo, so neprecenljivi. Z možem pa sem bila tudi na predstavi Razočarana gospodinja pri seksologu in to 2-krat. Z 2 različnima soigralkama planirava še tretji ogled, tretjo predstavo, ker vsaka je drugačna. Baje je ta zadnja vaša igralka, govori o Mini Manojlović, menda najboljša. Vse so bile odlične, ampak ta ima pa neke kvalitete plesne, pevske in njena predstava je absolutno drugačna kot 3 predstave s 3 prejšnjimi soigralkami. Se splača pogledati, zelo poučno, tudi na to temo, o kateri teče beseda, tale današnji podcast video, no. Naj nadaljujem s hčerko. Možev penis je bežno videla, morda 3-krat. Največ 5-krat, z možem se pač pogovarja. Naprimer med tuširanjem, ko slučajno prikoraka v kopalnico, ki se ne da zakleniti. Doma se mož vede zelo diskretno in golote hčerka ne vidi kar tako. Tudi te posteljne aktivnosti z možem, ki jih imava, ni videla nikoli, niti slišala mojega oglašanja. Skratka, hči je vedno navdušena in možev penis nenehno občuduje. In posledično je očitno postala očeva ljubica, princeska. Mojega moža, njenega očeta, vidno obožuje, cel njegov lik. Tako je prav. Za razvoj normalne ženskosti v odraslosti. Z njim se veliko raje igra, veliko raje se z njim objema, ljubčka, kot z mano, ne. Malo očitno moti toli, ampak to ni nič narobe. Name celo velikokrat kriči in me žali, pa tudi zelo nerada mi reče kakšno lepo besedo. Oče nenehno hvali, ga objema in ga, naprimer, ko smo na kavču, želi božati. In tole mi gre težko iz jezika. Božati po njegovem penisu. Seveda nisem ljubosumna, ne, sem pa zbegana, sploh ne vem, kaj naj si mislim. Izmišljuje si tudi neke pesmice
in v svoje igre vedno odkre ključno besedo lulek, lulček, očijev lulek, is the best, znam malo angleško in podobne fore. Ne lažem vam, verjamem, da mi ne lažete. Res je tako. In ne vem, kako naj vse to sprejmem, oziroma kako naj se kot mama obnašam, kako naj se kot starša obnašava, ker je tudi oče zbegan. Skratka, oba z možem nekako skrbi, kako naj na lep način poveva, da mora nekako končati s temi vidnimi navdušenji, fascinacijo. In to sva ji že 1000-krat povedala, torej, da ni primerno božati očijev lulček, prijemati ga, nenehno govoriti o njem, o očjevem lulčku, da to nekako ni kulturno. Ja, zdaj pa punca nima nadjaza, ne ve, kaj prav, kaj je narobe, nima bontona, nima še srama, očitno ne ve, kaj zdaj. Ko sva se zmenila, lahko odgovore posnamete v videu, saj sva z možem prepričana, da je to pereča tema za vse starše, ki imajo doma hčerkice, ki se soočajo z anatomskim oziroma genitalnim primanjkljajem, dekličinim oziroma razlikami genitalnimi med spoloma. Spolno varianca še ne vem in prav tako me skrbi, če bo deček, kako se bo hči soočila z njegovim lulčkom, z njegovim mednožjem, organom več. Mlado mamico seveda to skrbi. Zaenkrat bo dovolj, ne upam si pomisliti, kakšno grozo v bistvu doživljajo dečki, ko premlevajo kastracijski nič pri deklici. Kastracijski nič, kot vi rečete, napisala, jaz dejansko tako govorim. Ko je deček soočen v odipalni fazi, mali odip, z ženskimi oziroma dekliškimi genitalijami. Nekako je pa zdaj z dečkom, kjera groza pa njega doleti, kako gleda ženski spol, dekliški spol, pa kako svoj spol, ko sebe vidi kastratibilnega. To so njeni pomisleki, ki jih ni zapisala. Zapisala pa še tole. Med vrsticami sem zasledila, da ne boste več gost v Faktorju, škoda, z veliko pisano. Vi bi morali imeti svoje oddaje in to na nacionalni televiziji. Ja, itak. Še enkrat hvala za odgovore, vztrajajte pri tem svojem delu, pri svojih videih, ne obupati, sklene. Ja, zdaj tole bo brezplačno, ampak spoštovani gledalci, tudi jaz moram nečesa živeti, tele predstave, ki mi cenzurirajo, ni to gledalcev, ki si je želel, in potem tudi kakšno stvar takole zaračunam, še raje imam pa donacije, imate link, PayPal, če me podpirate, mi kaj donirate, kakšen evro ali 2. Zdaj, v osnovi bi teli mladi mamici rekel, tudi vsem mladim staršem, tudi očetom, da naj ne delajo drame okrog te temeljne, kot je Freud rekel, temeljne radovednosti otroka. Deček je radoveden na svoj način, deklica na svoj način. In zdaj bom dekličino radovednost malo tematiziral. Skratka, ne dela drame okrog tega, dajte to flegmatizirati. Tako da ni nič. Malo spregledajte, preusmirite temo, ne delati drame. Pa zdaj tako bom rekel, ta mala se zna posledično tudi malo bolj začeti ukvarjati s svojimi genitalijami, svojimi predeli mednožnimi, zna se tudi žgečkati tam, celo do orgazma se znajo nekatere deklice in okrog tega ne delati drame v smislu, to je pa grdo, to pa ne smeš, se ti bo roka posušila, prstki ti bojo odpadli. Dajte raj preusmeriti pozornost, dajte kako prijetnost zapeljati v tisti aktualni trenutek, ko se mogoče žgečka, masturbira do orgazma, lahko to deklice naredijo. Skratka, ko se z anatomijo, ko se ukvarja miselno z anatomijo genitalij, ko je fascinirana nad lulčki,
očetovim, lahko sosedov deček tam kaj pokaže, ko lulasto je. Če bi imela bratca, bi bila zelo rada pri previjanju. Dajte to vi malo ignorirati, ne. Se pravi, prefilmati jo, nadmudriti in ji preusmerite pozornost z neko drugo stvarjo, ki jo zanima, ne. Poglej, kak ptiček. Joj, to je bila pa papiga. Kje pa je mami? Joj, je odvrčala, ne. Kako tako neumnost izmislite. Samo ta fascinacija, ki je logična, pričakovana, ne sme predolgo časa vztrajati v psihični realnosti punčke. Ona ne sme cele dneve nebrzdano premlevati. Ta kastracijski kompleks, kot se reče, zdaj smo v sferah kastracijskega kompleksa, v najširšem smislu fanti imajo v ožjem smislu kastracijsko bojazen, ko premleva svojo potencialno kastracijo, ne, kastratibilni je, deklica pa ni. Pomembno je sicer, in to ne boste vedeli, kako deklica razumeva svoje genitalije, ne, ker mlade mamice so to opazile pri svojih hčerkah in so take zgodbe meni govorile, ne, češ, joj, oče je pa bolan, sem videla je luluk, smo šli po gobe, iz šišike mu visi, iz lulike, kos mesa, tam mu neki ven visi, a je bolana, bo umrl, ne, v to smer ga lahko dekličina misel, ali pa, kdo je meni to odrezal, zakaj pa jaz tega nimam, kdaj si bila ti mami, kdaj mi bo to zrastlo, jaz bi tudi to imela, ne, in treba brez laganja povedati, da sta spola različna. Deklice imajo tako pa tako med nogami, tisto, kar imajo, za lulat, pa deklica potem ima še otroke lahko, ne, ker rodi otroka, prav detajle, kako se otrok rojeva, ni treba iti, ne, če je preveč firčna in ni treba detaljno razlagati, sploh in ne prezgodaj razlagati kakšno menstruacijo, da to nekaj krvavega ven teče, ne prezgodaj, spolna vzgoja je škodljiva, če se prezgodaj zgodi. To te mladi legebitrovci nimajo pojma, pa ta oddaja prvič, ne, je škodljiva, ne, sorry, da moram to reči, ne, sem že tvitnil. Skratka, vi morate deklico, svojo hčerko, podučiti, da sta spola različni, da imajo fantki zalulati ta kabelček, mezinček, ne, skozi katerega se lula, deklice pa nimajo, imajo pa tisto luliko, kakršno pač imajo. Oči pa mamica sta različna in to tako je. Mati narava ali pa Bog nas je tako naredil, nek okvirno pravilen odgovor date, ampak ohlapen. Potem pa preusmerite pozornost z nekim trikom, da punčka ne premleva to noč in dan, ali pa intenzivno, da se glava greje 2 uri, ko se o tem pogovarjate, ne se 2 ure o tem pogovarjati. 3, 4, 5 stavkov, 2 minute poveste maksimalno, potem pa joj, ptiček, lej, papiga je bila, ne. Joj, ali pa karkoli, joj, zdaj se mi pa mudi, dej greva, ali pa joj, nekdo me kliče.